Neč, pa pojdimo pogledati, kaj to dela Matjaž zdaj tle not. Bok, majster, ej. Bok. Kaj zdaj? Vidim, da je belo, kaj je to, zima, ti pa krma skupaj grabriš, kaj je to? Ja, ni najbolj ugodno vreme, sicer je že skoraj 10. november, ne? In imamo tako obdobje pri nas, da je v bistvu megla na meglo. Tako da, ja, ampak moramo pospraviti zaradi tega, ker če gre detla previsoka v zimo, je pol naslednjo leto ni. Tak, pa je, mase neki še je, ne? Pa ja, glih tukaj je zrasla, da pač je treba pogositi, pospraviti, tako da ja, no. Tak, ja. Pa nek zgrabljalnik, ne imaš to, kar vidim, da hitro greš. Ta parcela je, ne vem, kam imaš to, koliko hektarov? A to je slabe 3 hektare parcela. Pa še ni, vidim, da si začel, pa že konc, no, ja. Kaj, brez veze. V bistvu, mislim, zelo smo zmogljivi, zgrabljalnik je širok 11 metrov pa pol, pa v bistvu kar hitro se peljemo, zdaj sicer malo počasneje, recimo tam okoli 15 na uro. Tako da ja, v bistvu hektari se kar topijo, no. To je ful zmogljiv stroj, ne? Zelo zmogljiv, pa zelo malo moči rabiš, da ga ženeš, no. Tako da res ful fajn. To bi lahko tudi z jetarjem delal, mogoče? Pa tudi bi šlo, no, sicer včas, ko smo imeli 7 metrov pa pol širokega, isti princip, se pravi sonček, smo z jetarjem delali, zdaj pa pač tale pa malo težji, no, sicer ima dobre 3 tone, ni spet toliko, ampak je fajn, če imaš kak konj več. Kaj pa s takim zgrabljalnikom zdaj za silažo, recimo, če je masa, to odgre, kak je to? Ja, veliko ljudi reče, kaj je zdaj v bistvu, ko je res veliko mase, ker zdaj naprimer ni, ne, ko je res veliko mase, pa ko je mokra masa. Zdaj, včasih smo imeli težave s tem, ker sem imel zgrabljalnik na široko odprt, te v bistvu ni čisto dobro pobiralo, ne. Ampak v bistvu zdaj odkavamo pa tega, večjega, naredimo pa, če je res veliko mase, stisnemo ga mečken skup bolj, ne vem, delamo naprimer samo 10 metrov ali pa 9 metrov in potem nič ne ostaja. Pa koliko vem, imaš tudi opcijo imeti tle, da bolj pritisk ti da, ne, zgrabljalnik, da ima druge sonca, ne? Tako je, ja, v bistvu je opcija še takih malo močnejših sonc, se pravi, da so malo bolj čvrsta, ampak tista bi bila res za silažo, ne? Samo za silažo, no bi rekel. Je pa tudi dosti dražja opcija, zato se pač nismo tudi odločili, pa mi tudi veliko suhe krme grabimo, tam pa v bistvu tiste špice malo močnejše ne bi prav pršle, no. Pa itak silažo, ali pa ko silirate, obračate, ne, kar enkrat obrneš, ne? Krma, ko se enkrat obrne, pa v bistvu ni noben problem, ne, za zgrabiti. Tak, zdaj gremo levo. A to je full ovink, vidim, stari bo šlo? Ja, glih za glih. Ne, v bistvu, odkavamo tega noga, smo pogruntali, da gre isto ovink kot ta star, ta mal. Ta zavija? Poraj, ker tam zadnji zavijalno akso, ne, in poj se da skrožiti marsikaj. Kako pa zavija, to ga ročno zavijaš, ali? Ne, to ima v bistvu prek pritiska oljnega. Se pravi, spredi ima en cilinder, pa zadnji en pa se pa to olje pretoka in ti avtomatsko v bistvu pol zavije, koliko treba. Ja, lahko pa v bistvu tudi ti ročno, ne, ga popraviš? Lahko ga pa tudi v bistvu ročno, sploh če je ki kak malo bolj problem, kak ovink, lahko ti v bistvu ročno zaviješ in skrožiš praktično res čisto komod. Koliko je pa dolg je ta zgrabljalnik, ne veš? Zdaj malo daljši je kot 12 metrov, spredi je pa v bistvu širina 3 metre, zadnji je mečki noži, tako da... Vidim, da ful lepo skroži, no? Ja, zelo lepo. Nimaš kaj, edin pač problem je, če res je kaj osko, tam ne gre, no, ampak na srečo nimamo takih parcel. Drugač pa ni to, ne, da za po cesti, da bi kar vsak vozil. Ja, moraš biti malo navajen, no, v bistvu teh zadev, je kar dolžina in širina.
Ko pa tle imaš te ventile, gor pa dol, pa skup, pa na razni, je tako. Točno tako, pa en par je še za kolesa vzadaj, ko zavijajo, če jih rabiš, da jih popraviš malo. Torej, rabi traktor imeti 3 pare ventilov. Tako, 3 pare ventilov, čisto simpel zadeva. Nič kardana, samo 3 pare hidravlike. Kakšna je pa kaj konjska moč potrebna? Jaz bi rekel tako, za ta zgrabljalnik po ravnini okoli 80 konjskih moči je čisto dostno. Zdaj, če je pa malo več mase ali pa mogoče mečkano bolj moker teren, ali pa breg. Ali pa breg bi pa dal kar tam na dobrih 100 konjev, recimo, bi bilo že okej. Tukaj imaš pa čist osko še, ne, za zgrabiti. Točno tako, ja. Pa tak širok zgrabljalnik. Ni nobenega problema. Zgrabljalnik lahko dela od 3 metre pa do 11,5, tako da ni panike. Malo bolj skupaj stisneš, to je tudi fajn pri kakih ovirah, ko se izogibaš, samo skupno razen. Ali pa na konjsko zaključiš, je top. Samo stisneš skup in je gradica narejena. Torej, je tudi tak veliki stroj za male parcele? Ko se ga navadiš, lahko tudi najmanjše trikotnike z njem narediš. Res, tak je simpel, da res super. Popreko misliš, da to res ne moreš manjših parcel zgrabljevati, pa da samo velike grabimo, ni res. Kaj pa za breg? Kako je pa za breg? Pri bregi je tak, zdaj, če je preveč naklona, ni v redu, ka leze dol, oziroma pač se tako vsak zgrabljalnik leze dol. Ampak je pa v bistvu ful fajn, zaradi tega, ker se vsako sonce za sebe prilagaja in v bistvu izredno dobro pobere maso. Veliko bolj kot vsak klasičen rotorski. Matjaž, daj mi ti povej, zakaj se tebi zdi, da je sonce boljše kot drugi zgrabljalniki? Zdaj, jaz nam nič govoril, če je boljš, ali kaj ni boljš, kaj je boljš. Jaz bom povedal, kaj so dobre prednosti tega zgrabljalnika. Da vidimo. In ena je že pred štarti tale, da ima v bistvu ta zgrabljalnik ima 20 soncev, se pravi pač veliko, in vsak se prilagaja posebej. Viš? Vsak ima lufta zelo veliko, pač ko on pade dol, je on vsak posebej na fedru. Ne? In v bistvu fora tega je, da on čisto lepo plava. Je pa tudi problem, zaradi tega, ker ima ful dolga krila, se pravi 2 krili ima, ne? Ja. In zato, da se še krilo dobro prilagaja, je v bistvu tule zdaj že skrito, ampak je v bistvu tak pregiben del, tule, ko v bistvu vse skupaj zaziblje, ne? Se pravi, prve 3 sonca so posebej, se pravi, če greš kje v breg, hop, se dvigne in se še to posebej prilagaja. Tako da, kar se tiče tega, nikjer ne boš, da preko zemljo noter zaružil ali pa bilo kaj. Ja. No in tukaj je ta druga prednost, zaradi tega, ker v bistvu nimaš kardansko gnanga, on se prosto vrti, ne? Čim ga ti spustiš na tla, se on prosto vrti. Začne vrteti, ja. In on ti ne bo, ne vem, kje, ko bo kak kup zemlje ali pa, pač kup zemlje, malo kupček, ne? Ne bo nič pobral zemlje, ampak bo lepo mečkaj čez njega šel, ne? Tako, ja. Tako da ja, no, nimaš kaj. Nimaš kaj, ne? Baje smo neki zgrabili v zgrabek. Čakaj, tule je neki prej klink naredilo, ko smo šli čez. Tako da, evo jih. Veš? To je problem bil, a? Tule imamo, le. En je za snemalca, drug pa za druga snemalca. Jaz pa vozim. Ti pa ne smeš. Ja. Na zdravje.